Pa smo prišli do glavne jedi. Kaj bomo pripravili? Pripravili bomo en Wellington, ki je zelo značilen za božični čas, mogoče malo drugače danes, se pravi z svinjsko ribco, meso Kamnik, Antonova, čist slovenskega porekla. Kaj nam ostane? Se pravi, da ga najprej očistimo, vsega te maščobe, ker maščoba se bi nam v tem primeru preveč topila in ne bi taka struktura bila, kot mora biti pri Wellingtonu. Sam Wellington je mogoče za nepoznavalce zna biti malo zahtevno, ampak ko boste videli, koliko je to enostavno ga narediti, ga boste lahko tudi pol doma naredili. Se pravi, mi rabimo en tak lep kos. Odrežemo takole konce, stran. Tega ne zavržemo, ampak uporabimo lahko kasneje za kakšne medaljone. Začinimo. Takole po deski. Uporabimo sol, poper, in pa timijan. Zelo pomembno, da imamo pono zelo vročo. Jaz v tem primeru jo že imam. Uporabljali bomo olivno olje. Pomembno je, da meso zapečemo, ne kuhamo. Če imamo premalo vroče, se nam bo kuhalo in vsi sokovi, vsa ta sočnost bo šla ven. Takole, zdaj pa kar dejansko povaljamo po naši deski, poberemo vse, kar je gor. Takole. In damo peči. To je tisti zvok, ki ga hočemo slišati. Zapečemo to meso, moramo biti zraven, ne stran, ker rabimo lepo rjavo skorjico, pa ne zažgemo. Lahko takole bolj pri kraju. Lahko dodamo takole kakšen česen zraven, za še boljši okus. Vidite, lepa rjava barva, lepo se je naredila skorjica. S tem, ko zapečemo, zapremo pore in nam ne steče ven tisti dobri sokovi, ki so pomembni za sam okus našega Wellingtona. Ne pozabiti popeči meso, se pravi tudi na obeh koncih. Enostavno ga takole postavimo po konc. In ga še obrnemo na drugi strani. Če se lahko takole odstranimo, če se nam preveč zapeče, kar je normalno, ker delamo na visoki temperaturi. Meso damo počivati, da se nam fino ohladi, ker mora prijeti nekako na enih 40 stopinj, da lahko potem delamo naprej. Tako, zdaj se bom še lotil priloge. Uporabil bom klobase mesarije Anton Kamnik. Lahko uporabiš, ne vem, kamniško, kajžersko, krajinsko klobaso. Jaz sem se odločil kar za kamniško. Takole, čisto enostavno jo prerežemo na pol in jo lepo narežemo na take rezine. Dejansko nam ni treba klobas nič lupiti, ker je ovoj zelo tanek. Pikico olja, pikico res, ker sama klobasa sama že ima maščobo, takole, in jo lepo hrustljavo zapečemo. Zraven kot osnova pa ohrovt. Ohrovt, prvo, kar je, moramo dati tole ven, se pravi to sredino, trdi del. Takole, trdi del. In ga na hitro zblanširamo, se pravi, to pomeni kakšnih 3 minute v posoljenem kropu. Ko to delamo, si prej pripravimo tudi hladno kopel.
Zakaj? Zato, ker sam ohrovt se nam bo zdaj skuhal, na hitro poblanširal, pardon, potem ga pa sam hitro šokiramo v mrzli vodi. Če imamo kaj ledu, lahko to naredimo tudi skupaj z ledom, da nam ohrovt sam ne oveni. In tudi s tem bomo mi ustavili kuhanje. Če bi pustili v neki posodi, ker bi bil ohrovt še kar navročen, bi se ohrovt še kar kuhal naprej in bi bil mehek in da bi dobili tiste lepe strukture, ki si jo pač želimo. Zdaj pa te sami jedi ne rabimo neki soliti, ker je sama klobasa sama po sebi slana. Zraven ohrovta bomo naredili še pire krompir, tisti pravi francoski pire krompir, kjer gre ogromno masla. Francozi delajo skoraj tako, 1:1, jaz bom malenkost manj dal, ampak vseeno bomo dobili tiste prav pire krompir. Takole ohrovt ugasnemo in ga takoj prestavimo v vodo za 3 minute, nič več. Takole, da se nam fino ohladi. Tako. Tudi naša klobasa se peče. Takole, ker imamo polno dosti veliko, lahko ohrovt dejansko pečemo skupaj z klobaso. Vse, kar je treba narediti, ga je treba narezati. Takole, lahko čisto preprosto zavijemo in ga narežemo. Tukaj se vidi, ko se reže, da je še kar hrustljav, da ni preveč kuhan. To je tisto, kar smo želeli. Takole na drugo stran ponev bomo dali še malo olja. Spet kar visoka temperatura, zakaj? Zato, da ohrovt dejansko samo zapečemo na hrustljavo, da ga ne kuhamo. Zraven še popečemo česen. Zdaj, ker je že fino vse skupaj vroče, lahko tudi tako malo pomešamo, vse skupaj s klobaso, da se okusi prepojijo. Takole, klobase še na konc. Takole. In ena priloga je končana. Priloga številka 2. Pravi francoski pire krompir. Kaj je tisto, kar je zelo pomembno? Ogromno masla, tako sem že prej rekel. Francozi delajo skoraj tako, 1:1. Jaz bom delal tako, 1:75. Kaj je zelo pomembno? Če ste opazili prej, ko sem kuhal krompir, kuhal sem ga skupaj z lupino. Zakaj? Zato, da vse, kar je od krompirja okus, ostane znotraj. Tako dobimo bolj okus po krompirju. Kar je pa drug štos, je pa to, da nam voda, se pravi, ne pronica preveč v krompir in da sam pire krompir ni potem preveč voden. Tako da čisto tako enostavno krompir olupimo. Seveda krompir mora biti vroč, ker ga takoj serviramo. Takole ga pretlačimo. Posolimo. Dodamo našega deluxe božička. Takole. Malce mleka in dejansko začnemo. Maslo se nam bo lepo zdaj raztopilo. Kot vidite, delamo vse ročno, brez mešalca. Zakaj? Zato, ker mešalec nam dejansko potem nam sprosti lepe, ki je v krompirju in je krompir potem preveč lepljiv. Krompir še pretlačimo, se pravi, čez cedilo.
je malce bolj zahteven postopek, dolgotrajen, ne tako zahteven. Kot vidite, lepo fina zmes pride na drugi strani krompirja. To je tisto, kar smo hoteli. Podamo dol. Takole, dobili smo eno tako fino, precejeno, prestisjeno zmes krompirja. Vse, kar nam ostane, je to, da ga še lepo serviramo. Naredimo tak lep vzorc, takole. In po želji malce okresimo. Takole, naš pire krompir je gotov. Zdaj pa še kralj božičnih večerij, veličastni Wellington. Mi ga danes delamo iz svinjske ribce, prej smo ga že lepo popekli, ga dali počivati, zdaj pa še malo masaže, gorčica, ki jo premažemo čez celo, takole. Zdaj se bom lotil, se pravi, tistega ovoja, ki pride okrog mesa, se pravi, kostanj, kuhan in pa gobe. Gobe lahko uporabljamo katerekoli, ni nobenega nekega pravila. Jaz vam recimo dam šampinjone, rjave in pa bele. Takole poželimo si polno, ampak ne previsoka temperatura, da gobic ne zažgemo. Kostanj. In pa česen. Tole se nam fino praži. Med tem časom si pa pripravimo delovno površino za kasnejše zavijanje Wellingtona. Dejansko takole čisto enostavno postavimo PVC folijo, odrežemo in obložimo z pršutom. Pomembno pa je, da prepletamo pršut, se pravi tega spodaj, tega na vrh in pri drugi liniji se pravi obratno, tako da se nam prepleta, da nam ne razpade. Pršuta damo toliko, da nam prekrije v bistvu, da gledamo na velikost samega kosa mesa. Naše gobice so se lepo zdaj prepražile, izločile vodo, kar je najbolj pomembno. In zdaj mi lepo premažemo tale naš pršut. Tako enakomerno čez okrog in okrog. Poskušajte čim bolj enakomerno namazati, da ni nekje bolj debelo kot drugje, ker nam bo bistveno lažje potem kasneje zaviti. Ok, se pravi, zdaj lahko položimo našo namazano svinjsko ribco, takole, in pa lahko kar zavijemo. Takole. Vidite, da sem jaz malenkost bolj na široko šel, ampak nič hudega. Fino ga, važno je samo, da je lepo takole, še malo več.
ga lepo stisnemo, takole na koncu. To je zelo pomembno. Bolj ga bomo stisnili, bolj nam bo na koncu bil kompakten. In kaj je zdaj pomembno? Damo ga za cirka 15 minut v hladilnik. Takole. Med tem časom, ko nam meso počiva v hladilniku, si pripravimo testo. Vzamemo listato testo, seveda lahko ga vzamemo tudi kupljenega, noben problem. Si pomokamo površino in razvaljamo. Potrebovali bomo 2 plasti. Eno plast si prihranimo za kasnejšo dekoracijo. Takole, Wellington se je spočil. Previdno ga odpremo, da ga ne bi slučajno ves tisti trud, ki smo ga prej vložili v zavijanje, da ne uničimo. Super. Takole, nežno položimo. Na začetek in lepo zavijemo. Zavijemo ga samo toliko, da pride do sem, lepo fino odrežemo. Testo si prihranimo za dekoracijo, za kasneje in ga lepo zavijemo. Takole si lahko že pripravimo prejšnji dan in ga dejansko postavimo v hladilnik in naslednji dan damo samo lepo peči. Takole, jaz si ga bom postavil že kar v pekač. Se pravi, iz druge polovice, tako sem rekel, pa samo naredimo lepo dekoracijo. Danes smo si zamislili eno tako fino luštno mrežico. Lahko pa delate, božični čas lahko delate smrekce, ne vem, snežinke, lahko preprosto zarežete z nožem, da dobite neke vzorce, lahko napišete kaj gor. Zarežemo na širino. Jaz sem dobil eno tako lepo mrežo. Tako. Za finiš premažemo z rumenjakom, da dobimo tisto lepo barvo. Si prižgemo pečico na 180 in pečemo cirka pol ure. Zdaj pa še tisto na koncu posolimo. Sol nam bo naredila lepo hrustljavost in pa seveda slanost. Takole, naš Wellington je pečen, koliko sem rekel, pol urce na dobrih 180 stopinj. Jaz mislim, da bo tudi noter lepo, tako kot mora biti. Lahko je rahlo rožnast, ne preveč, ampak dajmo probati. Se pravi, to na konc. Vedno uporabimo nož, se pravi žagico. Takole. Jaz bi vam zaželil lepe praznike. Danes smo vam pokazali, kako pripraviti lepo božično večerjo. Uživajte, ustvarjajte, dajte si duška svoje kreativnosti
Zaželim pa še lepe praznike in srečen Božič in srečno novo leto.